Sami začetki Šmarske godbe se pričnejo tam nekje 92. Mogoče že 91. z idejami, ne. Takrat se nas je vozilo oziroma hodilo na vaje v Rogaško Slatino, 2 avtomobila, cirka 8-9 ljudi, ne. Ideja takratnega Tinčeka, Brežetega Tinčeka, to je bil partner gospe Silve Vrčkovnik, ki nam je pravno, bi rekel, pomagala tudi ustanoviti prvo društvo, ne. Pričela ideja na Tinčeku, pa zakaj ne bi mi v Šmarju naredili Šmarske godbe, če nas pa sedaj že 9 hodi v Rogaško igrati, ne. In tako malo po malo smo leta 92, potem pa res prišli na idejo, ustanovimo v Šmarju godbo. Sedaj pa to je bil velik problem, mi bomo že igrali, ne. Kdo bo pa nam to društvo ustanovil, kje bomo imeli prostore, kje bomo dobili finance na prvem mestu za to, ne. No, to je pa gospa Silva Vrčkovnik nam bila res v ogromno podporo. Ona je bila takrat predsednica gasilcev v Šmarju pri Jelšah. Takoj so nam odprli vrata, bi rekel, na široko. Takoj smo dobili prostor pri njih. Zbrali so nam tudi neka prostovoljna sredstva, da smo nabavili prvi boben, činele. In tako se je začelo. Martin, moj partner, je pa dal vlogo k nam na gasilsko društvo. Jaz sem bila že predsednica, ne, ja. Jaz sem bila še malo jezna, ne. Ko sem vedela, da to bo spet ena obveznost več, ne. Pol pa člani upravnega odbora so bili, so rekli: Silva, zakaj ne sprejmemo sklep, da se ustanovi godba, ne, pa naj bo gasilska, ne. Malo sem še nekaj nergovala, pa so rekli: nič, tiho bodi, pa spelji postopke, tako vse druge. In so me kar prisilili, da sem mogla to upraviti, da smo naredili sklep na seji, da se godba ustanovi, ne, gasilska, in je začela delati kot gasilska godba, ne. Pa sem pa šla jaz Čakšo je bil takrat že župan, ne, pa predsednik kulturnega društva. Pa sem šla k njemu, pa sem njega vprašala, sem rekla, kaj bi se to dalo tako dogovoriti, da bi bila godba na Pihala kot sekcija kulturnega društva. Je pa rekel: ja, zakaj pa ne, Silva, seveda se da urediti. Je rekel: vi sam napišite tiste dokumente, kaj bi bilo potrebno, da se bo prešaltala kot sekcija, ne, kulturnega društva. Tako smo potem to uredili in je bila potem nekaj cajta sekcija kulturnega društva, kot sekcija kulturnega društva. Potem so pa tudi oni sami prišli na idejo, da je bilo lepše, če bi bili društvo. Pa smo pa se nekako zmenili, da bi šli samostojno društvo. Potem so pa dobili tu v toti stari gimnaziji prostor. Smo še mi potem, vem, da je tisto doma vse pobral, to orodje za spucati, ne, za čiščenje, pa en električni radiator je tudi odpeljal kar dol. Da so malo pol greli, ne. Še okne smo šle pucati. Pa inštrumentov seveda drugi so imeli, nekaj so že imeli tisti, ko so imeli tam, ko so igrali. Pol činel niso mogli tam odnesti iz one godbe iz steklarne. Činele sem že jaz imela doma, ko sem jih enkrat pripeljala iz Češke. Pol pa so rekli: ja, zdaj pa vse drugo, toti inštrumenti, vse drugo še je, vsi so že imeli neke tote inštrumente, ne. Pravi, sam bas fligehorn, tega pa nimamo. Brez tega pa tudi ne more godba biti, ne. Jaz pet na češko. Veste, to je pa velik inštrument, ne. In pol mi tisto spakamo pa damo vzadi na prtljažnik. Zdaj pa kak tak inštrument prek meje spraviti, veste, kaj je to bilo? Ker činele, tisto sem jaz že zrinila, ne, pa tam pod sedeži sem jih imela. In takrat nam je pa narava ustregla. Tako neurje je ratalo gor, da nismo mogli prek meje, ker je bilo tako strogo vse na mejah, ne.
sploh na Čehi so bili tako, vse so te pregledali. In smo celo noč na meji čakali v avtobusu. Šele drugo jutro so nas naprej spustili, ko se je vreme. Pol je bilo pa tako tisto strašno vreme in smo mi tisti bas dali na zadnji sedež, pa smo vsi bunde, pa tisto vse na ti zadnji sedež zmetali, ne. Ja. Pa so prišli gor cariniki, pa še tisti policaji, pa so gledali, to vprašali, če je kaj, tako so nam pogledali malo prtlago, ne, osebno. Tiste bunde pa ni šel noben premetavati, ko je le tako vreme bilo, pa ne. Pa smo tako pripeljali tisti inštrument prek meje. Ja. Prve naše uniforme, ne, je zrisal gospod Peter Planinšek. Ima izredno roko in dar, bi rekel, za postavitev kulis, neke skice narisati. In tako so v zelo kratkem času takrat nastale prve uniforme, od hlač, srajc, kravat in tudi specifično, bi rekel, čepico za takratšnje čase, ko smo mi kot otroci, to je moj prvi vtis tiste godbe, pa kakšne cumfeke, to ne bomo mi imeli, ne. Kakšne imamo cumfeke, ne. Uniforma je bila izredno, sploh reklic, bi rekel, suknjič je bil izredno težek, ne. In nam prvi vtis niso bili najbolj povšeči, ne. Tako da tisti prvi smo bili tako, sploh tiste kape, joj, pa kdo bo imel te kape, ne. Niso bile kul, bi rekli zdaj, ne. Ampak sedaj, ko smo pa malenko starejši, pa ko gledamo te slike, so bile pa za mene fenomenalna, bi rekel, na skupinski izgled godbe, ne. Smo bili nek drugačni, šmarski. Borut je v godbi začel res mlad, takrat je še bilo pri njemu vse novo, tudi on je bil takrat najmlajši član, ki je vse to gledal z očmi otroka in skupaj z godbo rasel, spoznaval tradicijo, spoznaval, kako pomembna je godba postajala skozi leta v kraju in postal pomemben del godbe, z leti prevzel kapelniško palico in jo uspešno vodi še danes, 15 let in stremi k temu, da godba v kraju ostane, da je slišana, da se razvija, ampak ostaja tista velika godba iz malega kraja, kot so rekli nekoč. Tukaj pred nas je stopil novi kapelnik, Borut Lorger. Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah deluje 30 let, torej prve note so se zaslišale leta 1993. Godba trenutno šteje 52 članov, od tega je 21 mladoletnih. Znotraj godbe delujejo različne sekcije, se pravi sekcija flavt, sekcija klarinetov, potem sekcija trobent, sekcija saksofonov, potem težkih trobil sekcija, se pravi baritonov, tenorjev in na koncu tube, basa. In pa seveda sekcija ritma, to je sekcija bobnov, činel, pač vse, kar paše zraven. In to sestavlja eno veliko družino, godbo Šmarje pri Jelšah. Vsaka družina, kot vemo, mora imeti, bi rekel, en steber, ponavadi je to doma žena. Mi smo pa tudi stalno imeli, bi rekel, eno tako plehmuzikarsko mamo, ne. To je pa za veke ostala gospa nepozabna Silva Vrčkovnik, za kar smo res neizmerno hvaležni. Skozi nam stoji ob strani, res ena taka, bi rekel, mama, ne. Jo pa v zadnjem času že res dobro nadomešča, ker ni toliko prisotna na vajah. Druga naša mama, bi rekel, tudi zlata mama, to je pa gospa Anita Stiplošek. Brez nje si pa jaz v zadnjih letih res ne predstavljam več vodenja godbe. Z njenim entuziastvom,
kako pridobi sredstva, kako zna pri teh projektih svetovati, ko se prijavljamo na določene razpise tudi. Res, Anita, še enkrat, najlepša ti hvala. Včasih pa res opravljam delo mame. No. Iščem zgubljene kravate, iščem pozabljene suknjiče, prinesem sendvič, poiščemo zgubljeno torbo od inštrumenta, vse se da. Je pa res, da je fajn, če je tudi oče koliko toliko fajn, kar je. Odgovoren, da opravlja svoje delo, da zna napraviti red v družini in red v orkestru. Vedno ne uspe, včasih pa tisto šteje. Naša godba je tudi, bi rekel, družinska godba. V njej sodeluje tudi več družin. Imamo tu na primer družino Stiplošek, družino Ribič. Družina Lorger, družina Sovič, brat in sestra Brajlih. Neprogrešljivi fanti, družina Korežija. Sestri Grad, brata Goleš. In oče in sin Gobec. Sama godba kot ena velika družina tudi. Lepih trenutkov je ogromno, ogromno. Mi smo gostovali po skoraj celi Evropi. Dostikrat smo bili v Madžarskem, takrat, ko je bil vodja naš maester, res legenda Šmarja, tudi Adam Vičke. Bili smo v Nemčiji, Češki in vseh teh gostovanj je, bi rekel, res lepih trenutkov. To so dogodki, ko se ne morejo ponoviti nikdar v življenju več. Spontani dogodki, ko se zgodijo na teh gostovanjih in res hvaležen sem za vse te lepe trenutke. Člane Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah nas veže res veselje do glasbe, veselje do druženja, do igranja, do zabavanja publike. Zato v društvu delujemo res vsi prostovoljno. Vsa sredstva so usmerjena v društvo in potem društvo razpolaga v dobrobit vseh članov z temi financami. Zadnje čase, zadnje 3-4 leta lahko privoščimo tudi intenzivne, kar pomeni en vikend nekje skupaj biti. Letos bo to drugo leto že na Boču. Te intenzivne vaje, ko jih organiziramo mi, so res edinstvene, zelo pozitivno sprejete in takrat se res ogromno naredi. Ogromno se tudi drugače zbližamo, spoznamo. Prisotni so tudi veliko učiteljev. Še dobimo neko dodano vrednost, namreč kako te vaje sploh potekajo. Ne? Naberemo vse svoje stvari, stojala. Pomembno je, da vzamemo svoje inštrumente, kar se večkrat tudi pozabi. Se odpravimo na lokacijo, sledi prvo druženje, prva poskusna vaja. Sobota pa je namenjena res strokovnemu delu, delu po manjših sekcijah, natančno delo, raziskovanje novih skladb. Uigravanje, sledi skupna vaja, popoldansko druženje, večerna vaja in potem še večerno druženje, ki se pa zelo velikokrat zapelje pozno v noč oziroma v zgodnje jutranje ure. In po praksi zadnjih 2 let v nedeljo ni več dopoldanske vaje, je samo še odhod domov. Pri godbi ste ravno super. Pri godbi je super, ker je to predvsem ena sprostitvena dejavnost, da damo iz sebe tisto glasbo, ko
ker smo vsi muzikanti po duši, ni to zdaj neka napeta zadeva, ampak je bolj za dušo, no. Ja, pa ful se tudi medgeneracijsko tako družimo. Ja, pač jaz ne bi mislila, da bom se družila z tako sedmošolci, ampak pač se ful razumemo, oba vsi so ful redo. Ja, navadne vaje je fajn, ko nas fajn naučijo. Reč pa tak med intenzivnimi, ko da snimajo tak na verbici, da bi, ne vem, da ne bi smeli, ne vem, bi mogli si iti spat ob 10. Ne vem, Snivam v 4, pa družim je pa dovolj. ja, odnovali smo. Ja, zdaj jaz sem vesela, res, veste, prav ponosna sem včasih, ne, ja, ko jih vidim tam, toliko jih je zdaj pa, ne, ja, res, vesela sem, vsaj ves trud ni bil za manj, ne. To je bistvo godbeništva, da ostanejo koračnice, da ostane slovenska glasba, da ostane repertoar, ki ga razumemo in nam je ga je fajn poslušati. Pa mislim, da je to tudi mnenje publike, no, da to je šmarje. To je šmarje.